Župan Leopold Pogačar priznava, da je bilo preteklih 10 let precej ugodnih z vidika pridobivanja evropskih in državnih sredstev. Njegova ekipa je pripravila več zahtevnih projektov, ki so z uspešno kandidaturo na javnih razpisih obogatili občinski proračun za okoli 6 milijonov evrov. Največji delovni izzivi so jih čakali na področju infrastrukture, saj občina pred Pogačarjevim prevzemom županske funkcije ni imela urejenega kanalizacijskega sistema. Tako lahko rečem, da smo v teh letih obnovili oziroma zgradili kanalizacijo na Rodinah, v Dosločah, v Vrbi, na Breznici, v Breznici, Žirovnici, na Selu in proti koncu leta 2016 tudi v Mostah. Občina Žirovnica je bila v zadnjih letih eno samo gradbišče, saj so poleg kanalizacijskega sistema zgradili še vodovod in uredili javno razsvetljavo. K obnovi so privabili tudi ostale gospodarske družbe, kot so Elektro, Telekom in Telemach, da so istočasno obnovili svojo infrastrukturo. Ob tem smo normalno preplastili vse občinske ceste in lahko rečem z zadovoljstvom, da ko zaključimo v letošnjem letu oziroma pričnemo in zaključimo v naslednjem letu kanalizacijo na Bregu, nam ostane le še nekaj 10 hiš, ki jih bo potrebno priključiti na kanalizacijo in takrat bomo lahko rekli, da je občina Žirovnica moderno, infrastrukturno urejena. In kot mi je znano, ni prav veliko občin, ki jim je v teh letih uspelo do tega odstotka komunalne opremljenosti, kot je uspelo nam. Skupaj z državo so se lotili tudi obnove regionalne ceste skozi Žirovnico, pri čemer so zgradili avtobusno postajališče in pločnik ter preplastili celotno vozišče, s čimer bodo nadaljevali tudi v letošnjem in prihodnjem letu. Ob omenjenih projektih pa niso pozabili na vzgojo in izobraževanje v občini. Zgradili smo moderno dvorano Pod stolom, uredili parkirišča pri osnovni šoli, zunanja igrišča, zunanje površine in moram reči, da nam osnovna šola skupaj z vrtcem deluje kot en tak izobraževalni center, na katerega smo zelo ponosni, in odzivi staršev in učiteljev, ki seveda delajo v tej ustanovi, so zelo pozitivni. Nenazadnje jim je uspelo ustvariti tudi boljše pogoje za delovanje občinske uprave. Zgradili smo na mestu stare novo občinsko stavbo. Moram reči, da je bilo kar nekaj skepse seveda in tudi kar nekaj očitkov, da v smislu, kaj vam je tega treba, vendar kot se je izkazalo, in to danes z zanesljivostjo trdim, zaradi tega ni zastal niti eden projekt v občini Žirovnica in ljudje, ki prihajajo v občinsko stavbo, se po mojem prepričanju dobro počutijo in navsezadnje je bilo treba ustvariti neke normalne pogoje za delovanje občinskega sveta, odborov in tudi delo same občinske uprave.